Dobrodošli nazaj v našo družbo, v naše poletne prispevke. In veste, kje sem danes? Kje druge kot v Kamniku, saj sem vam obljubil, da vam Kamnik bolje predstavil in ne bi moral mimo, tako zdaj, kako bi lahko rekel temu, inštitucije kamniške, Maistrove pivovarne. In v moji družbi Janez Skok, direktor in ustanovitelj pivovarne Maister. Lep pozdrav. Janez, lepo pozdravljen. Povej mi, Janez, kako se je vse skupaj začelo? Kdaj si pa ti rekel, jaz bom imel pa v Kamniku pivovarno? Začel se je, kakšnih bom rekel, 8 let nazaj, ko sem iz hobija začel variti pivo. In pač ljubezen do tega piva je pač prinesla do tega, da smo danes v Kamniku. Takrat še tega sploh nisem vedel, ni bilo še ne imena. V glavnem, ljubezen do piva je bila. Varili smo ga s prijatelji, potem smo se prijavili na eno tekmovanje. Na tistem tekmovanju je bilo pivo zelo dobro ocenjeno in to je bil povod od tega, da sem razmišljal o tem, da bi se tega lotil na pol profesionalno. In zadeva je pač pripeljala do tega, da smo danes v Kamniku tudi lastniki tele naše pivovarne, tako da smo veseli, pot je bila, bom rekel, v 6-7 letih smo tole ustanovili, tako da kaj ne rečem, zdaj smo tukaj. Zdaj smo tukaj. Ampak Janez, zakaj prav v Kamniku? V Kamniku imamo zdaj kar nekaj kraft pivovarn, ne? Ja. 3, če se ne motim. A si bil ti prvi? Ne, prvi je bil kolega Maligrad. Kolega Maligrad? Je bil ta prvi, potem smo za njim sledili mi, potem se je pojavila še pivovarna Meninc in tudi Barut. Barut ne je zdaj trenutno, tako da 4 imamo. 4 pivovarne. V Kamniku imamo super vodo. Kamniška Bistrica oziroma naša voda je vrhunska za izdelavo piva. Smo blizu samega izvira, voda ima čudovit profil za izdelavo piva, temu tudi to botruje, da imamo tukaj toliko pivovarn, ker je voda enostavno fantastična. Je voda ta glavna surovina, ko jo rabiš za dobro pivo? Absolutno. Voda je, kot vemo, glavna surovina, potem pa sledi ječmenov slad, kateri je tudi super, da je vrhunski, potem je tudi hmelj, katerega Slovenci čudovito in tudi v Savinjski dolini imamo dolgo zgodovino super hmelja, katerega tudi dajemo v naša piva in dejansko potem je pa tukaj še kvas. Kvas je pa pač zadeva, katero fermentira in ki omogoča, da iz teh produktov oziroma iz teh surovin nastane kvalitetno pivo. Absolutno je pa voda tista, katera drži vse skupaj. Voda drži vse skupaj. Ja, kje pa dobiš, recimo, voda je iz Kamnika, hmelj je tukaj iz Savinjske? Hmelj uporabljamo iz Savinjske, uporabljamo pa tukaj nekaj ameriških hmelov in hmelov iz drugega konca, se pravi iz sveta. Ker v Sloveniji pač smo določene vrste hmelja, če hočemo pač določen stil piva pri aletu, rečemo citrus je med, potem smo pač vezani na ameriški hmelj, lahko je to citra, simko oziroma vrsta hmelja, katera je zaščitena in lahko uspeva samo na določenih poljih oziroma in smo pač primorani tudi določene hmelje pripeljati. Hmelj je kot vino, mislim, kot grozdje, ne bi lahko rekli, kot trte, nedoločeni pogoji dajo določene okuse. Hmelj je v bistvu, bom rekel, začimba, ki daje eno veliko noto, se pravi, hmelj daje grenkobo in tudi na koncu aromo in v bistvu tudi konzervira malenkostno pivo in dejansko je v bistvu to začimba, katera je se na koncu v majhnih procentih glede na vodo in ječmenov slad, vendar da ta karakter določenemu stilu piva. Tako da bom rekel, da so to začimbe. Tako, začimbe. In zdaj ti si rekel, da to ste začeli kot hobi in kaj, prvo pivo ste zvarili v garaži. Kakšna je bila ta pot, da si prišel zdaj do takele lepe pivovarne, kot jo imaš? Pot je, kot sem že na začetku malo povedal, ja, jaz... Trnava. Je bila, bom rekel, trnava je bila zanimiva, ampak je šla skozi lepo v pravo smer, tako da smo lepo rastali, oziroma kako sem jaz sploh, ja, zelo taka fajn zgodbica je v temu in jaz sem začel pač pivo variti, ker sem videl, da v Sloveniji so se pač par teh kraft pivovarn pojavili. Mi imamo v Kamniku družinski, imamo lokal, ki se imenuje Pri Maistru, ker naša pivovarna se imenuje Maister pivovarna, je poimenovana po generalu Maistru. Imamo ga tukaj, General Maister. General Maister je prvo pivo, ki smo ga mi zvarili.
Ampak ni bilo zvarjeno v Kamniku. Ampak to pivo je bilo prvo pivo, ki ga je pivovarna Maister zvarila. Se pravi, jaz sem začel iz hobija variti pivo, ker mi je bilo pač pivo dobro, bilo je takrat to trendovsko in še zdaj je trendovsko in so domači pivovari smo se pojavili. Potem, ko sem to pivo varil in smo ga s kolegi okušali, probavali, smo tudi veliko po internetu bili in sem dejansko odkril društvo domačih pivovarjev, kateri letno organizira tekmovanje domačih pivovarjev. In jaz sem se pač rekel, jaz bi pa šel to zadevo pogledati in dejansko s kolegi smo rekli, sej super pivo imamo, ampak dajmo ga še preveriti fantom, ki se s tem malo bolj resno ukvarjajo. In smo se dejansko prijavili na eno tekmovanje, na katerem je bilo 100 piv in naše pivo je bilo pivo tistega leta, se pravi Best of Show, je dobilo nagrado in takrat sem jaz rekel, zlomka, sej znamo dober per delati, ker so ga pač tudi potrdili komisija in sem rekel, kaj če bi jaz iz tega naredil biznis. Doma imamo lokal, kaj če bi ta pivo, lahko bi ga takoj v lokalu prodajal, imam še tudi kar nekaj prijateljev, ki so lastniki lokalov in so rekli, Johnny, ta pivo, ki smo ga mi probali domače, je bomba in kaj če bi nekaj sestavil, mi bi ta pivo vzeli. Tako da en krog prodaje smo že imeli, takoj. In potem sem rekel, kaj če bi jaz to pivovarno doma v garaži postavil, pa se je tam vse skupaj potem kar zataknil. Ker v garaži majhno pivovarno, medtem ko sem iskal upremo tako majhno, da bi to kuhal tam 200-300 litrčkov v garaži, sem videl, da to ne bo šlo čez, ker v Suhadolah, kjer sem jaz doma, ni bilo kanalizacije, potem rabiš imeti otoke, potem sem se srečal s temi, kako, da tam v garaži tega ne bom mogel narediti, ker ne bom zagotovil vseh kriterijev, ki so potrebni za proizvodno piva. Medtem ko sem iskal to upremo, sem spoznal pa dva fanta v Črnomlju, se pravi Denisa pa Damirja. Denis ima pivovarno Vizir, Damir pa proizvaja opremo. In medtem, ko sem jaz opremo iskal in se isto v logistiko ukvarjal, kako bom to v garažo spravil, pa ne spravil, ali pa kam drugam spravil, smo v bistvu tam to opremo 250 litrčki kuhanca sprobavali. In medtem, ko smo to sprobavali in ko sem jaz hotel to kupiti, sem videl, da to v garaži doma ne bo šlo. Denis je imel pa pivovarno, katera je pa velika, se pravi kuhna je 500-600 litrska, večja, lahko dela več rund naenkrat, se pravi večje fermentorje. In v bistvu on je imel sistem že postavljen in nekako so prišla do tega, da ima on tudi plac, da bi po moji recepturi varil tudi pivo za nas, da bi bilo to v bistvu bolj smiselno, ker če bi grem jaz potem v najem določenega prostora in potem se pojavijo stroški in potem pri pivu je pač količina tista, ki na koncu tudi pove, kakšna je cena, ker je čas delo in če ti kuhaš 200 litrov ali pa 1000 litrov, je to na enoto, se to tudi v ceni pozna. In so prišla do tega, da on je pa imel prostor, kjer bi lahko po naših recepturah varil pivo. In jaz sem bil, v bistvu sem se kar naenkrat znašel, da sem bil prvi gypsy pivovar. Se reče temu ciganski pivovar. Se pravi, nisem imel lastne proizvodnje, ampak imel sem pa recepturo in idejo o firmi, kako bomo to zapeljali. In dejansko je potem, smo z Denisom zvarili pivo po naših recepturah, iz hmelji, s surovinami in dejansko smo potem tudi postavili pivovarno, glede na to, da imamo lokal pri Maistru, kjer sem jaz tudi noter bil zaposlen in nekako je bilo ime pred nami. In tudi vizija, zakaj se ne bi mi poimenovali kar po Maistru, ker smo iz Kamnika in je bila zgodba pred nami. Z očetom sva razmišljala, oče še zraven rekel, sej potem imamo pa tudi imena. In v bistvu se naša imena piv, ki jih vidite tukaj pred nami, pač General Maister je bil prvo pivo, potem je sledilo pivo Vega, Jurij Vega, in smo v bistvu začeli naša piva poimenovati po velikih Slovencih iz preteklosti. To imamo Slovenci radi, ne? Kaj pa, preden greva v glase, Janez, odkje si pa logotip najdel? List česa je tole? To je list hmelja. Ali hmelj, ja. To je list hmelja, tako da ja, večinoma list hmelja ne gre v pivo, gre storž, se pravi storžek, vršiček gre v pivo, ampak glede na to, da vsi uporabljajo vršičke, smo mi rekli, da bomo malo drugačni in mislim, da smo edini na svetu, zaenkrat, če nisem našel pivovarne, katera bi imela v podobi list od hmelja, se pravi, ki je tudi del hmelja, ampak pač je hmelj
je drugače, smo uporabili list, nismo uporabili storža. Tako da ja, na logotu je pa list. Na logotu je pa list. Hmelja. Janez, mi bomo na kratko skočila v oglase, po oglasih pa mislim, da mi moraš predstaviti vse vaše produkte, kako jih razvijate, kako jih varite in seveda, kako je šla pot. Ne, začeli smo z Majstrom, pol pa... Še zmeraj smo v pivovarni Vizir, nismo še prišla v Kamnik. Nisva še prišla v Kamnik sploh. No, tako da morate ostati z nami, po kratkih oglasih smo takoj nazaj in se gledamo. Dobrodošli nazaj, takole kratki oglasi so za nami. Ja, in z mano je še vedno Janez Skok, direktor in lastnik, ustanovitelj pivovarne Majster pivovarne. Ne? A je prav Majster pivovarna ali pivovarna Majster? Majster pivovarna. Majster pivovarna. Je uradno. Tako. In sva rekla, da moraš pa predstaviti, ne, kakšne produkte. Rekel si, da začel si z pivom General Majster, ki je pa IPA. To je Indian Pale Ale. Bravo. Pomeni, a ne? To je pivo, katero je malenkostno višja stopnja alkohola, tam 6%. Pivo, katero je bolj bogato, močnega okusa, se pravi, noter je več hmelja, višja stopnja alkohola, bolj polnega okusa, pivo diši. General Majster ima noto po gozdu, se pravi, kakšni borovci, noter so 3 različne vrste hmelja. Tako da kombinacija teh hmeljev pričara ta gozdna, bom rekel, borovci, bom rekel, šotasto, tako lepo gozdnato aromo, bom rekel. Gozdnato aromo. In za Majstrom je potem sledilo Pivo Vega. Pivo Vega. Tega ste tudi še Tega smo tudi še varili v Črnomlju. In v bistvu varili smo še v Črnomlju Rusjana, se pravi naslednjo pivo, ki je sledilo za Vego, ki je tudi India Pale Ale. Potem smo naprej varili še Nordunga, temno pivo. V glavnem, pri tem smo v bistvu kar naenkrat videli, da smo zreli, da pridemo v Kamnik. Se pravi, da je logističen problem kar velik in dejansko smo zrasli in smo videli, da dejansko ta logističen problem predstavlja tudi veliko oviro in da smo bili tudi finančno sposobni, da gremo v lastno zgodbo in da pridemo v Kamnik. Tako da smo se prijateljsko pri Vizirju razšli, smo prišli v Kamnik, smo videli, da je naša pot tukaj logistično in glede na količino predstavlja edino smiselno odločitev, da pridemo v Kamnik. Mi smo tudi finančno se toliko naše podjetje pomogli s prodajo, ker prej dejansko tudi nismo mogli take velike pivovarne postaviti. Potem so se pa produkti prijeli. Potem so se pa vmes produkti prijemali, ljudje so imeli radi, navadili so se na Vego, Generala, se pravi, jaz sem na terenu, ko enkrat ljudje slišijo, da je to pivo dobro, se pogovarjajo in potem si želi pivo še naslednji lokal in s tem smo nekako prišli do lastne pivovarne v Kamniku, kjer smo sedaj že 3 leta in pol. In katero je bilo pa tisto prvo pivo, ki ste ga tukaj v Kamniku skuhali, zvarili? General Majster. General Majster, seveda. Ta prvo kuho, ki smo naredili, je bil seveda General Majster, druga kuha je bila Vega. Transformirali smo te recepte, smo pripravili na našo vodo in pivo je postalo še boljše. Še boljše, ne? Ker Kamniška Bistrica je res odlična voda. Torej, pri Nordu sva končala, kaj pa imamo še klele? Klele vidim, recimo, kaj je tole? Tega pa res ne poznam toga. Novi. Naša piva, kot sem rekel, so poimenovana po velikih Slovencah in tudi Slovenki. Imamo pivo, ki je poimenovano po Lili Novi. Lili Novi, ne? Inspired by Lili Novi. Če prebereš, to je, v slovenščini imamo dvojezično, se pravi, in tukaj v spredi po navdihu prevajalke poezije in prvi slovenski lirski pesnici Lili Novi. Tako je. In imamo tudi pivo, katero je poimenovano po znani Slovenki, na katero smo ponosni, klejo imate, vidite gor. Imajo vse embalaže, imajo tudi General Majster, ima od zadaj Majstra, Rusjan ima od zadaj letalo, Edota. Edo, potem imamo Jurija Vego, ki sedi za pisalno mizo. Klele je Galus s svojim petelinom. Tako da v bistvu, mi smo šli na to noto, da se spominjamo in naša piva poimenujemo
velikih Slovencih in Slovenkah iz preteklosti, na kateri so mogoče včasih malo pozabimo, ampak je pa lepo, da se jih spomnimo, ker so... A pa si najprej zakuhaš pivo, mislim, probaš recepturo, pa si rečeš, to ima pa take okuse, neki vizionarsko, malo nevarno, pa tako, to bo pa Rusjan. Ne? Ja, dejansko je tako, ja, da v bistvu mi še karakterno pivo nekako probamo asocirati tudi z okusom na osebo, katera je potem, po kateri se pivo imenuje, rečemo Nordung, ne? Ja. Herman Potočnik Nordung, vemo, on je razmišljal o potovanju v vesolje iz raketami in tako. In glede na to, da je to, smo rekli, zakaj pa ne bi po Nordung vesolje, zakaj ne bi naredili temno pivo, ker vesolje pač temno in je v bistvu pivo temno še kot noč. Temna kot noč, ne, kot vesolje, kot črna luknja. In v bistvu Nordung je pač temno pivo, ker on je razmišljal v vesolju. Na etiketah smo pa upodabljali različne planete iz našega osončja. Tako da v kartonu noter imate 4 različne, kot tukaj vidva, imava prehod Venere preko sončne ploskve. Se pravi, pivo je Nordung, Ja. je v vsaki flaši enako, ja. Etikete se pa menjajo. Tako, etikete so pa tako, da imamo v kartonu Take vesoljske različne. Tukaj imamo planet Venero, vidite, to je površina Venere. Rečemo, tako smo se odločili, da v bistvu malo popestrimo dogajanje in samo embalažo. Oko vedno pije in je zraven. Absolutno se strinjamo, da vid, von in okus vse skupaj predstavlja eno celoto. Zdaj pa sodelujete pa tudi z drugimi kamniškimi podjetji, ne, v Kamniku se marsikaj najde in naprimer vem, da dobro sodelujete z BeLife kombučo, za katero smo pa se mi zdi zdaj že vsi slišali, izredno uspešna, tudi blagovna znamka iz Kamnika. Ja. Moramo tudi obiskati njihovo. Oni imajo tudi kombuča brewery, se reče. Ne? Tako je. Ker brewery, če bi zdaj direktno prevedli, ne pomeni pivovarna, varilnica, ne, v bistvu, ne, je varilnica kombuče in z njimi ste pa tudi neko skupno zgodbo zaštartali. Tako je, mi smo v bistvu med to korono, kjer smo imeli več časa, lokali so bili zaprti, smo se s temi fantikami se pojavili tudi v določenih težavah kot mi, ker nismo mogli prodajati, enostavno nam je promet padel, ker konkretno, se pravi 80%, če ne še celo več, ker lokalov ni bilo in smo se dobili tukaj v pivovarni na pivu in malo študirali, kako bomo tole prevedeli in medtem je padla ideja, kako bi mi kombučo in pivo združili, se pravi naredili ene vrste radler in evo, lejte ga, pred nami je. Tole je pa vaš novi radler, to je v bistvu tvoj najmlajši otrok. Tako je, to je naš skupni otrok, bom rekel, kombučarne BeLife in pivovarne Meister in smo naredili v bistvu super duper natur radler. Se pravi, ni zmešan z eno, bom rekel, gazirano cukrasto pijačo, ampak je dejansko iz kombuča zmešan, katera je iz čajev, naravnih surovin in to smo vkomponirali v pivo in sestavili prvi radler v Sloveniji, če ne morda celo na svetu, to še nisem daleč šel preverjati, ampak definitivno v Sloveniji je to prva mešanica piva in kombuče. Stopnja alkohola je 2,2%, se pravi, je v smeri radlerja po stopnji alkohola, je osvežilen, blazno osvežilen, super zadeva, toplo priporočam, da probate, ker je natur in je tako, kot mora biti. Je pa drugačen, kot je pa industrijski lager, absolutno, ker kombuča je malo kiselkasta in majčkeno drugače potegne. Fermentirana pijača in je v bistvu drugače, ampak bom rekel super zdrava in bom rekel osvežilna pijača po, rečemo, kolesarjenju ali pa tudi po kakšnem delu oziroma... Zato imaš kolesarko gor. Ja. Ne? Taka fina kolesarka je gor in pa verjetno baloni. A baloni kaj posebnega simbolizirajo, kakšne mehurčke, se počutimo potem lahke, nas povzdigne tale kombuča radler. Jaz bom povedal, da jaz mislim, da so sam baloni, ampak ok, lepo si to napeljal, ampak ja, vsak si v etiketi, ker je tudi pri radlerju je zanimiva zgodba, da pač klele imamo mizo omejeno, ne moramo vseh flaš gor dati, ampak ja,
Pri Radlerju se tudi v etiketkah sliši, je tudi podobna zgodba kot pri Nordumu. Tako da produkt je eden, na enem imamo pač punco, na tem drugem Radlerju je tudi sam skočim malo zetra, pa pridem nazaj noter. Ne skočiti, Janez, ne skočiti, nočem samo stati. V redu, ampak imamo pri koncu. Bodite pozorni tudi pri Radlerju na etikete. Na etikete, veš kaj, Janez? Ja. Ker jaz vidim, da imaš ti veliko za povedati, ne veliko za pokazati, mogoče bi bilo tudi fino, če gledalcem pokažemo, ne, kako se pa kraft pivo dejansko vari, ne, kako se to napolne v flaše, ne, pa v sode, da ljudje vidijo, kako poteka cel delovni proces. Ja. In bi jaz predlagal, da se mi dva zmenimo enkrat, ne, še za en obisk. Enkrat, ko boš imel čas, ker vem, da si zelo zaposlen, noter fantje v pivovarni pridno delajo. Varijo pivo, flaširajo, polnijo sočke, v glavnem praznijo slad ven iz, kako se reče pol temu oddelanemu sladu, ko se enkrat prekuha. Kakšno posebno ime? Ne, pač temu rečemo trupine, se pravi odpadni slad, katerega. To je zgodba za pivovarno. To je zgodba da ko greva v pivovarno, kam gre ta slad, potem ko pivo, ko ga se pravi, ko mu vzamemo vsebino. Ja, kravce so vesele, bomo rekli. Kravce so vesele. Tako da ja. Jaz bi bil verjetno tudi vesel. Janez, najlepša hvala, da si vzel čas, da si mi predstavil vse tvoje produkte, povedal zgodbo, kako ste začeli, da si morda navdihnil še kakšnega mladega podjetnika, da začne svojo pot, ker kako je, moraš kar not skočiti. Moraš iti noter, verjeti moraš v zgodbo, verjeti moraš v sebe in štartati in če greš cel noter, jaz mislim, da imaš velike možnosti. In zdaj imaš tudi v bistvu ti, ko so druge pivovarne zate varile pivo, po tvoji recepturi, imaš zdaj tudi ti to možnost komu ponuditi, če kdo pride do tebe, kakšen produkt razvit? Absolutno, jaz izredno rad delim znanje, to, kar smo pač se mi sami naučili. Prišli do, ne vidim nobenih, vidim prostor in ni problem. Če ima kdo vprašanje, je dobrodošel v Kamniku, da pride, se pozanima, pogleda pivovarno. Vsak četrtek smo tukaj tudi odprti. Se pravi, v četrtkih imamo tako degustacijsko sobo, se pravi, pridete k nam vsak četrtek po 5 uri. Po 5 uri, po službi to. Po službi, samo v četrtkih imamo na Usnarski cesti 9 v Kamniku tudi tako lušno degustacijsko sobo, v kateri se nahajava, pa vzunič kar v redu teraso, kjer postavimo mize in vsak četrtek lahko pridete sem, slišite malo več o tem, si pogledate pivovarno in probate pivo. Tako. In kombučo, seveda. Seveda, vse iz prve roke. Bravo. Janez, res najlepša hvala. Hvala tudi tebi. In definitivno bomo z Ljubljana TV še prišli v Majster pivovarno, da vidimo cel proces, od A do Ž, ali v bistvu od ječmena do flaše. Ali imate pivovari kakšen tak rek? Nimamo, ampak ja, procesi pogledamo, kako pivo nastane in je absolutno zanimiv. Tako. Janez, najlepša hvala, veliko uspeha še naprej, in se pridem pohladiti v pivovarno. V bistvu je pa kar vroče, v pivovarni noter. Zdaj, ko se tako kuha pivo in smo sredi poletja, je vroče, ampak bom rekel, ni pa nevzdržno. Tako, se znamo tudi pohladiti. Se znamo pohladiti, spiti mrzlo pivo in... Ali pa radler. Pa tudi kombuče, kle nikoli ne zmanjka pri tem. Tudi ne. Tako da bodite tudi z nami prihodnič, ko bomo obiskali Majster pivovarno in izvedeli vse, kako se vari pravo kamniško slovensko pivo. Pivo s karakterjem, ali kako je. Pivo iz dušo. Pivo iz dušo. Tako da hvala, da ste bili z nami. Z menoj je bil Janez Kok, direktor, ustanovitelj in kreator piv. Hvala lepa in se gledamo prihodnič. Hvala lepa, lep pozdrav.